Čeprav se je tekmovalni ritem novega velikega tekmovanja zaključil, pa reprezentanti ne počivajo. Pred njimi so novi izzivi, tokrat z novim selektorjem in starim znancem. Proti Združenim državam Amerike se bo Slovenija spopadla s Slavišo Stojanovićem v vlogi selektorja in z nekaj novimi obrazi v izbrani vrsti. Vsaki reprezentanci je občutek, bom rekel, podoben, se pravi, zelo dober. Občutki so zmeraj dobri, ko pridem sem. Pač je zdaj nov selektor in drugo se ni nič spremenilo. Nekaj pa se je vendarle spremenilo. Na krmilu slovenske izbrane vrste je Matjaža Keka zamenjal Slaviša Stojanović, ki je v času delovanja v Sloveniji osvojil skoraj vse, kar je mogoče. Šolal se je v tujini, iz prve vrste opazoval delo selektorja v Združenih arabskih emiratih, sedaj pa je prišel njegov čas. Mislim, da zelo dobra izbira. Z dosti igralcev je tudi delal in mislim, da tudi rezultati v slovenski ligi govorijo njemu priti in jaz mislim, da smo sposobni s tem selektorjem narediti tudi kaj velikega. Vsak selektor ima svoj način dela. To je normalno tudi malo drugačno od prej, ampak več, ko bomo skupaj, več, ko se bomo družili, več treningov, ko bomo imeli za sabo, pač bo šlo. Selektor je v mlajših selekcijah že sodeloval s Handanovićem, Kirmom in še z nekaterimi reprezentanti. Kako pa se ga spomni Nejc Pečnik, ki je z njim sodeloval v Celju? Glede na to, kakšna je bila situacija, je vseeno znal držati disciplino in red in jaz lahko rečem same dobre besede, ne dobre, odlične. Selektorja skupaj s fanti prihodnji teden čaka prva preizkušnja. V Stožicah jim bo nasproti stala izbrana vrsta Združenih držav Amerike, s katero nogometaši že imajo izkušnje. Mi bomo pač poskušali zdaj narediti vse, da jih premagamo, igramo doma, tako da upam na najboljše. Če bomo mi dobro igrali, mislim, da imamo, pač, če bo šlo tako, kot treba, mislim, da imamo dobre šanse. Ta prijateljska tekma bo dobro predpriprava za naslednji ciklus. A do novih kvalifikacij je še nekaj mesecev. Medtem se bo na Poljskem in v Ukrajini odigralo Evropsko prvenstvo, kamor se Slovenija ni uvrstila. V tem času bo domača izbrana vrsta odigrala nekaj prijateljskih tekem in se tako temeljito pripravila na nov cikel, ki bo nadvse pomemben. Vse se začenja prihodnji torek, ko bo imel eden od slovenskih reprezentantov tudi priložnost, da poravna račune iz Južne Afrike. Človek sploh niti ne ve, kaj se je zgodilo, no, po mojem, niti ne ve, da me je poškodoval, ampak jaz opomnil malo. Ali bo tokrat Slovenija zdržala in Američane pustila za sabo, bomo izvedeli čez 5 dni. V tem času pa bodo fantje pridno trenirali pod budnim očesom novega selektorja, nad katerim visi pritisk dobrega štarta v njegov mandat. Zmaga bi bila nadvse dobrodošla.